Danes smo s poslansko skupino Gibanja Svobode na delovnem obisku, torej terenski seji v Mariboru, in najprej smo se ustavili na mariborskem letališču. Poslanci, predvsem mariborski poslanci, ki smo na to temo dobivali že dosti vprašanj, smo veseli, da so se zadeve začele tudi na resornem ministrstvu dosti hitreje premikati in tudi reševati. Torej vse, kar je v zvezi s samim letališčem, pa tudi kar je v zvezi s športnim letališčem, dobro sodelovanje, tudi glede obrambe proti toči, tudi glede helikopterjev in tako naprej. Gibanje Svoboda je med svoje prioritete uvrstila skrb za javno zdravstvo. To je prepoznala tudi občina Maribor, zato je med eno glavno investicije, ki so letos se začele izvajati, uvrstila tudi zdravstveni dom Tezno, ki je tukaj za nami. Trenutno nahajamo se v izobraževalnem centru v Pekre, kraju izjemnega zgodovinskega pomena za obdobje osamosvajanja Slovenije, in tukaj bo sedaj nastal nov izobraževalni center za gasilce in civilno zaščito. Glede na vse naravne katastrofe, ki prizadenejo Slovenijo, je treba zato tudi čim več vlagati v varnost in dobrobit vseh ljudi. Tukaj, kot vidite za mano, gradijo 150 milijonsko investicijo v Mariboru. Govorimo o super računalniku, ki seveda pomeni zopet nekaj novega tako za Maribor, kot pa tudi za celotno Slovenijo. Mariborski svetniki smo izjemno zadovoljni in veseli obiska. Dejansko, ko gre za sam Maribor, smo veseli tudi zaradi tega, ker v tem obdobju, v tem mandatu so v Mariboru tako veliki investicijski ciklusi, ki jih v principu ne pomnimo. Sam delam v Univerzitetnem kliničnem centru v Mariboru, ki v tem trenutku doživlja največji investicijski ciklus v svoji zgodovini.